Imeli ste ime in priimek. Bili ste in ste še vedno žrtve komunističnega nasilja. Po hudem trpljenju in mučenju ste padali v brezna in rudniške rove. Bili ste domobranci, civilisti, možje, žene in otroci. Oblastniki uvožene ideologije so si vzeli pravico, da vas neoborožene usmrtijo. Ukradili so vam prihodnost in pravico do groba in spomina. Dojeli ste, ko so vas opozarjali o nevarnosti brezbožne tuje ideologije za Slovenijo. Vaše geslo ni bilo poveličevanje diktatorjev. Vaše geslo so bile vrednote: Bog, narod, domovina. Imajo vas za izdajalce, čeprav na vaših uniformah ni bilo znakov tujega okupatorja. Ščitili ste domove pred komunističnim nasiljem. Vaše pesmi so bile izrazito domoljubne. Priče smo relativizaciji zla. Še vedno čakate, da vlada Republike Slovenije zagotovi izdajo mrliških listov, identifikacijo in dostojni pokop. Imajo vas za drugorazredne, po Slovenskem državnem zboru razpravljajo o vašem pokopu. Ali se potrebuje zakon, da vas dostojno pokopljajo? Nekoč smo slišali, samo barbari ne pokopavajo svojih mrtvih. Pokop je dejanje dostojanstva. Ležite v okolici Ljubljane, na Kočevskem, na Krasu, na Trnovski planoti, na Teharjah, v rudniških jaških in še na mnogih drugih krajih. Tudi v rovu Svete Barbare v Hudi jami ležite, vi, žrtve, ujetniki iz taborišča Teharje, civilisti in ujetniki drugih narodnosti. Ko so v Hudi jami raziskovalci, zgodovinari in rudari podrli 11 pregrad, jim je pred vami zastajal dih. Obstali so, ko so slišali vaš nemi krik. Odkrili so vas leta 2009 po večmesečnem odkopavanju jalovine in 11 pregrad iz betona, opeke in lesa. Tudi tebi govorim, ki so te imenovali ubežnik, ko si se nesrečnež skušal rešiti in si ob pregradi onemogel. Ko te je rudar srečal, je osupel, ker je dojel neizmirnost tvojega trpljenja. Ponudil ti je roko in se zjokal. Vendar vas družba gleda in vas ne vidi. Namesto, da bi o vas govorili, so onemeli. Slišijo, a so gluhi. V današnji družbi, ki je okužena z zločinsko dediščino in lažjo, še vedno slavijo krvnike. O tem pričata spomenika totalitarnemu režimu na Trgu Republike pred Državnim zborom. 3 metre visok spomenik Borisa Kidriča stoji v parku Sveta Evrope. Brezmejni cinizem, saj je Evropska unija razglasila komunistični režim za zločinski. Spomeniki, ki poveličujejo komunistični teror, spadajo le v muzej. Ve, žrtve komunističnega nasilja, pa zaslužite spomenik, na katerem bo razvidno, kdo je žrtev in kdo je zločinec. Dokazano je, da so množične poboje izvajale posebne komunistične enote Knoj in Ozna. Obljubljamo vam, da ne bomo poslušali tisti, ki pravijo: ne ozirajmo se nazaj, glejmo naprej. To ustreza samo tistim, ki želijo utišati resnico in prikriti zločine. Poglavje naše polpretekle zgodovine še ni bilo zaključeno.
zato terja od nas pogled nazaj. Ni bilo epiloga, saj se krik po pravici iz nemih morišč še vedno sliši. Zgodovinari, publicisti in pričevalci izdajajo knjige o najtemnejši strani slovenske zgodovine. Mnogo zgodovinarjev in publicistov, kot Roman Leljak, Jože Dežman, Tamara Griser Pečar in drugi, ki jim je zaprtje arhivov omejilo raziskave, ter razne organizacije in civilne družbe, kot Študijski center za narodno spravo, Nova slovenska zaveza, Resnica in sočutje in še druge, si prizadevajo, da bi končno prišlo do sprave med Slovenci. Nova slovenska zaveza vas je iz anonimnosti prinesla v javnost s postavitvijo farnih spominskih plošč, na katerem so zapisana mnoga vaša imena. Sprava pa je možna samo na podlagi resnice, priznanja, kesanja in odpuščanja. Sprašujemo se, kako to, da v današnjem času, po 70 letih največje slovenske tragedije, ni bilo obsodbe slovenskega genocida. Če ne bo obsodbe genocida in komunističnega režima, bo pot do sprave zelo težka. Po vseh svetovnih civilizacijskih normah se genocid, ki se je zgodil v mirovnem času, odločno obsodi. V Sloveniji se to še ni zgodilo. Danes se resnice ne more več prikrivati. Brez priznanja tega, kar se je zgodilo, sprava ni mogoča. Ko ne bomo več hodili po slovenskih ulicah, ki nosijo imena revolucionarjev, ki so morili Slovence, bo šele sprava možna. Tudi mi, drage žrtve, daleč od slovenskih tal, vam ponujamo roko, da bo resnica glasnejša od laži, da se vam bo vrnilo dobro ime in dostojanstvo, ter da bomo vedno posvetili pietetni spomin. Če dovolimo, da zmaga zlo, bomo izgubili prihodnost. S pomočjo vsemogočnega in z vašo priprošnjo iz onstranstva bo nekoč prišlo do obsodbe zločina proti človeštvu, ki ne zastara. Začeli bomo pot k civiliziranemu narodu ter do tako pričakovane sprave, ki bo tudi zaloščenje vsem vašim svojcem, ki jim je bila odvzeta pravica do žalovanja. Slava vam!